Ta teden se je po vsej Sloveniji začela akcija 40 dni brez alkohola, zato so nekateri tik pred začetkom akcije še zadnjič dvignili kozarce. Pred ptujsko karnevalsko dvorano je danes ograja podiral veter. V soboto zgodaj zjutraj pa je za nered tu poskrbel Filip Flisar. Ne le, da se je znesel nad tem oglasnim panojem, skočil je še na policijski avto in razbil vetrobransko steklo. Ja. Ko so policisti zagledali pijanega Filipa Flisarja, kako uničuje njihov avto, je bila njihova prva misel: "Čuj, zdaj ni dober trenutek za selfie z njim, veme." Flisarja so nato odpeljali na policijsko postajo, kjer so ga pridržali do streznitve, oziroma, kot temu rečejo mariborski kriminalisti, dokler ne napihaš manj kot mi. Flisar... Resnična zgodba. Flisar se je tako naslednje jutro streznil in bil pripravljen sprejeti kakršnokoli kazen. Kaj ne naredim? Zdaj bi pač mogel po domači eno požreti to solato, ko sem si jo naredil. Brez kisa, brez vsega, bom to solato požaral. To je zelo zanimiv opis, čeprav je bilo dogodku bolj primerno, če bi rekel: Zdaj moral spiti ta špricer, ko sem si ga namešal. Flisar zveni kot nek tragikomičen lik iz romana Slovin in kazen. V tej novici pa se človek seveda vpraša, kaj točno je tako močno razjezilo Filipa Flisarja, da se je znesel nad policijskim avtom. Meni tudi ni lahko kot Filipu Flisarju iti ven, ne, se enkrat med fajn svojo punco pa prijatelji, ne, pa biti v dvorani z ne vem koliko tavžnih pijanimi ljudmi, ne, pa poslušati njihove komentare. Ni lahko poslušati njihove komentare. Flisar je očitno zgubil živce, potem ko je slišal komentarje na račun svoje slabe sezone. Kako bi šele zgubil živce, če bi slišal komentarje na račun te novice? Kot naprimer komentar spletnega uporabnika Srebrni breg, ki je zapisal: "Še sreča, da je to na Ptuju skapiral, da je za njim težko leto, ne pa doma v krogu družine." Ali pa komentar uporabnika Lumpi Monster, ki je preprosto napisal: "Legenda." Legenda. Legenda Filip Flisar se je za svoje dejanje hitro pravičil tudi na svoji Facebook strani, premier Marjan Šarec pa je že zahteval njegov odstop. Flisarjevo ravnanje pa ima vseeno tudi državniško breme, saj je smučar član Slovenske vojske, ki pa ga, kot kaže, ne bo kaznovala. Kot so pojasnili, gre za prekršek, ki ga pristojni organi že obravnavajo, vojska se tako v incident ne bo vmešavala. Tako. Slovenska vojska ne sme zgubiti Filipa Flisarja, saj je ta del njene športne enote. Prav ste slišali, Slovenska vojska ima športno enoto, kar je dobro vedeti. Če Hrvati ne bojo spoštovali arbitraže, jim lahko napovemo vojno. Naša športna enota proti njihovi. Tekmujemo v 5 disciplinah, kdor zmaga, dobi Piranski zaliv. Oni nas premagajo v tenisu in fuzbalu, mi pa njih v smučanju in košarki. Na koncu zmagovalca določi dejstvo, za koga se odloči tekmovati Jakov Fak, kar zna biti. Flisarjevo pijančevanje pa ni nič v primerjavi s pijančevanjem hrvaškega nogometaša Petra Bočkaja, ki se je konec tedna na poti s koncerta odločil na hitro ustaviti na bencinski črpalki. Neuradno je šel Bočkaj na črpalko po čokoladico, a naletel na zaprta vrata, ker so ravno zaključevali blagajno in se je menjala izmena. Vrnil se je do Mercedesa, se usedel za volan in se zaletel v izložbo. Jaz osebno sem sam vesel, da ta človek ni bil zraven, ko je moral Krajčič 3 minute sendvič čakati. Če se je zaradi čokoladice pripravljen z Mercedesom zapeljati v bencinsko črpalko, s čim bi se pol zapeljal v Maxi Market? S tankom? Je pa Peter Bočkaj s svojim hrepenenjem po čokoladi vsaj potrdil Snickersovo tezo: lačen si ful drugačen. Zaradi svojega ravnanja pa ga je nogometni klub Osijek tudi ekspresno hitro odpustil. Ja, domačini so šokirani, saj je Pero Bombardero, kot kličejo Bočkaja, izvrsten strelec prostih strelov in ljubljenec navijačev. Tako, klicali so ga Pero Bombardero. Od zdaj naprej ga bojo klicali Pero Bombonjero. Nad svojim bivšim idolom so seveda razočarani tudi njegovi največji navijači. Potpuna glupost, mislim da je on ne samo karijeru u NK Osijeku završio, već općenito svoju nogometnu karijeru, mislim da se je zatvorio sva vrata. Ja, res je zaprl vsa vrata, res. Ampak če kaj vemo, je to, da zaprta vrata zanj niso ovira, ampak izziv. Kjer je Mercedes, je tudi pot. Podobno kot Filip Flisar je tudi Peter Bočkaj izdal javno opravičilo, kjer je sprejel svojo kazen in zapisal:
Zdaj sem pač moral požreti to čokolado, ko sem si jo kupil. To je resnična zgodba. Jo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!